Izrael je zdaj naredil nekaj, čemur se je izogibal desetletja. Uradno je priznal armenski genocid, sistematično pobijanje do 5,5 milijona Armencev strani Osmanskega cesarstva, ki se je začelo leta 1915. Časovno se to zgodi ravno v trenutku, ko Armenija poskuša normalizirati odnose s Turčijo in to je situacijo resnično zapletlo. Torej, nocoj se bomo spraševali, ali je bila to prava odločitev in ali je bil zdaj pravi trenutek za to. No, zdaj se mi pridružujejo za razpravo, ki obeta, da bo živahna. Meni Kursunski, predstavnica Armenskega kulturnega centra v Izraelu, Onur Eren, predsednica Dragoman Strategies in doktorica Farid Šavije, predsednica Centra za analizo mednarodnih odnosov. Dobrodošle vse. Preden pa začnemo z razpravo, si poglejmo nekaj ozadja. Razprava o priznanju armenskega genocida je več kot le zgodovina. Med Prvo svetovno vojno, ko se je Osmansko cesarstvo razpadalo, je bilo v množičnih deportacijah, pokolih in zaradi lakote ubitih približno 1,5 milijona Armencev. Številni zgodovinarji to priznavajo kot prvi genocid 20. stoletja. Toda več kot stoletje kasneje je priznanje še vedno politično občutljivo. Turčija in Azerbajdžan že dolgo zavračata izraz genocid, saj trdita, da so se smrti zgodile med vojnimi nemiri in državljanskim konfliktom. Armenija in mnogi drugi pravijo, da zanikanje le še poglablja zgodovinsko rano. Zdaj se je Izrael približal uradnemu priznanju, saj je vlada odobrila ta korak in ga poslala v Kneset. To pomeni veliko spremembo za državo, ki se je dolgo izogibala tej temi, deloma zaradi svojih tesnih vezi z Azerbajdžanom. Zdaj, po izraelskem priznanju, 33 držav zdaj dejanja Osmanskega imperija šteje za genocid. Toda vprašanje ostaja, ali gre pri priznanju za pravičnost do preteklosti ali za politiko v sedanjosti. In zdaj bomo začeli našo razpravo. Prvo vprašanje je, ali je priznanje armenskega genocida postalo politično orodje, ali je nadaljnje priznanje potrebno in iskreno. Vsak od naših panelistov bo imel 30 sekund v našem prvem hitrem krogu, da poda odgovor. To pomeni samo 30 sekund. Potem bomo odprli daljšo razpravo. Začnimo z našo prvo gostjo, Meni Kursunski. Razložite, imate 30 sekund za odgovor. Ali je priznanje armenskega genocida postalo politično orodje, ali je to potrebno in iskreno? Pravzaprav je samo priznanje seveda potrebno in iskreno kot zgodovinsko moralno dejanje. Če pa pogledate priznanje, ki ga je Izrael v tem trenutku podal, je to povsem politično dejanje, oprostite izrazu, da bi Erdogana izzvali. Če bi Izrael razmišljal še o kakšnih drugih vprašanjih, glede priznanja, bi moral to storiti že leta 1938, ne pa zdaj. Prav, Onur Eren, kakšno je vaše mnenje o tem vprašanju? Imate 30 sekund. Celoten predlog, priznanje tako imenovanega genocida ni postal politično orodje za nobeno državo po svetu. Od začetka takšnih neutemeljenih obtožb je to postalo politično orodje in to ostaja še danes. To je zelo enostavno orodje, če želite napasti Turčijo ali njenega predsednika. Pika. Fredu. Doktor Farid Šafije, rada bi slišala vaše mnenje. Imate 30 sekund, da odgovorite na to vprašanje. Strinjam se, da je to politično orodje, uporablja se kot orožje. Rad bi spomnil, da je Evropsko sodišče za človekove pravice v svoji odločitvi leta 2015 v primeru Perinček proti švicarski vladi povedalo, da je to vprašanje predmet razprave. Na zgodovinarjih je, da odločijo, ali se je to zgodilo ali ne. Vsekakor ni na vladi nobene države, da o tem odloča. Na zgodovinarjih je, da preučijo zadeve. V redu. V redu. Torej, vsak od naših gostov je podal 30-sekundni odgovor. Zdaj bomo odprli razpravo za daljše odgovore. Vendar vas prosim, da ostanete jedrnati, da bomo lahko slišali vse. Res, za naše prvo vprašanje bi se rada ponovno obrnila na Meni. Meni, veš, Izrael desetletja ni priznal armenskega genocida zaradi diplomatske občutljivosti do Turčije.
Ampak zdaj smo priča odnosu, ki se je v zadnjem času resnično začel rušiti. Torej, po tvojem mnenju, je to preprosto Izrael končno naredil pravo stvar, ko ni imel več ničesar za izgubiti? Ali pa misliš, da je bil to napačen način za sprejetje tako zgodovinske moralne odločitve? No, mislim, da je 100%, po mojem mnenju, to bil napačen način, da se to naredi. Ker bi moral Izrael, tako kot druge države, zaradi svoje preteklosti in holokausta, to priznati že ob ustanovitvi države in ne izzivati ali iti proti predsedniku Turčije. To je moje stališče. Zanimivo. Onur, kakšno je tvoje mnenje o tem? No, verjamem, da. Celoten, veste, predlog za Izrael ima pravzaprav na strani Izraela dve težavi. Prvič, po tem, kar vem in kar sem izvedel, bi si večina Izraelcev in verjetno večina Judov po svetu želela izraz genocid pridržati. Za tiste, ki so, veste, izgubili življenje v prvi četrtini 20. stoletja med judovskim prebivalstvom v Evropi. Tako da mislim, da je to prva težava, na splošno gledano. In drugič, verjamem, glede na to, kar sem lahko spremljal, da je to pravzaprav ena izmed, oziroma bi to morala biti, ena najmanj političnih skrbi glede tega, kaj se dogaja v Izraelu in po svetu, za Izrael v tem trenutku. Da bi odprli še eno, recimo temu, tako imenovano fronto za izraelske zadeve po vsem svetu, proti kateri bi se morali boriti. Zato mislim, da je to zelo, zelo slaba odločitev strani Bibija, da se v tem trenutku spušča v to. Ponovno verjamem, da je celotna zagata povsem neutemeljena. Vendar pa mislim, da je to, kar počne Bibi v tem trenutku, le poteza iz obupa, če sem iskren z vami. Veste, dr. Šafik, rada bi vas bolj natančno vprašala, kako Azerbajdžan gleda na to odločitev? Kako vidi izraelska odločitev, da prizna armenski genocid? Ja, zagotovo. Kot sem rekel, najprej z zgodovinskega vidika ne verjamemo, da se je to zgodilo. In je to vsaj vprašanje, o katerem se lahko razpravlja. Drugič, če upoštevamo, veste, predvsem odnose med Azerbajdžanom in Izraelom, ta odločitev med azerbajdžansko javnostjo ni dobro sprejeta. In Azerbajdžan je v preteklosti poskušal preprečiti napetosti med Izraelom in Turčijo. In v drugi dimenziji gre za odnose med Izraelom in Turčijo. Da lahko rečemo, da je trenutno kriza, vendar ali bi morala izraelska vlada to krizo še zaostrovati? In za Izraelom in Turčijo, če pogledamo v zgodovino, judovsko sobivanje v Osmanskem cesarstvu, ko je bila v 15. stoletju v Španiji represija in medtem ko nedavno med holokaustom je Turčija prav tako sprejela veliko Judov. Torej obstaja zgodovinsko sobivanje in sožitje. Mislim, da bi to morali upoštevati. Torej imamo te tri segmente: Izrael, Azerbajdžan, Israel, Turčija in seveda, kar se je zgodilo z zgodovinskega vidika. Azerbajdžan, samo še zadnja opomba, je prav tako nedavno trpel zaradi pokolov in genocida. V 90. letih je bilo celotno ozemlje uničeno med armensko okupacijo. Zato to v Azerbajdžanu ni dobro sprejeto. Meni, kakšen je tvoj odziv na vse, kar je bilo pravkar rečeno? Imam veliko za povedati. Najprej, če govorite o zgodovini, naj vas spomnim na svoje stališče, da je bila Turčija dejansko zaveznik nacistične Nemčije. Neuradno je sodelovala, ja. In drugič, ne razumem, zakaj je Azerbajdžan reagiral tako, kot je, ker Azerbajdžan sploh ni bil država, ko se je zgodil armenski genocid. In mislim, da je to čista azerbajdžanska agenda, kot vedno, da brez kakršnih koli dokazov krivijo Armence. In če govorite o genocidu, vam lahko tudi jaz navedem veliko primerov. Iz Malage, iz Sumgaita in tako naprej in tako naprej. Ter o grozodejstvih, ki so jih azerbajdžanske sile zagrešile v Arcahu.
Ampak to ni bistvo, zato o tem ne želim govoriti, ampak o vprašanju tako imenovanega priznanja genocida strani Izraela. Farid, vidim, da si želel odgovoriti. No, kot sem rekel, veš, imamo precej nedavne primere genocida na azerbajdžanskem ozemlju. S takim prepiranjem ne moremo spet nadaljevati. Vsaka stran ima svojo različico zgodovine. Ampak spet, če upoštevate odločitev Evropskega sodišča, ko pravite, da je to priznalo 32 ali 33 držav, vendar preostala mednarodna skupnost, to je 190 držav, tega ni storila. Torej, veste, to je precej sporno vprašanje. In ali bi se moral Izrael trenutno spustiti v konflikt s Turčijo, je tudi veliko vprašanje. Prav. Seveda, to nas pripelje do naslednjega vprašanja, ki je, da se tokrat zgodi ravno v času, ko Armenija poskuša normalizirati odnose s Turčijo. In seveda zdaj vidimo te komentarje armenskega premierja, ni pozdravil izraelskega priznanja, v bistvu je dejal, da noče, da bi se genocid uporabljal kot orožje. Če država, katere ljudje so bili ubiti v tem genocidu, tega zdaj ne želi, za koga je potem to sploh namenjeno? In mislite, da se javnost strinja s tem, kar pravi vlada? To vprašanje je za vas. Mislim, da to traja že zelo dolgo, še posebej na Zahodu. Mislim, najprej morate razumeti, da je bilo to temelj in verjetno še vedno je. To je bil temelj in edini pravzaprav ne pomeni ali ljudeh iz te regije, ampak po ljudeh iz Amerike. To tako imenovano priznanje genocida je bilo prikazano kot najpomembnejši edini razlog. Kako je armenska cerkev Amerike preživela vsa ta leta? To je bilo za mnoge, večinoma je bila to izmišljena tako imenovana zgodovina. In edini razlog, da se je sploh začelo, je bil preusmeriti armensko cerkev Amerike. In danes večina strokovnjakov pripisuje položaj armenske cerkve Amerike, še posebej finančno, dejstvu izmišljanja tako imenovanega genocida. Ko to gledate z te perspektive, je to žal za Turčijo preraslo v velik snežni plaz, ki je pripeljal do današnjega stanja. In veste, nekaj časa se je vse skupaj nekoliko umirilo. In zdaj je to spet zelo uporabno orodje, na katerega se lahko vrnete, če želite napasti Turčijo ali tiste, ki skušajo pomagati, ker je to zelo uporabno orodje. O zgodovini sploh ne bomo govorili. Ker ne glede na to, s kom poskušate komunicirati, kdo poskuša predstaviti svoj primer, nekako ustvariti neko različico resnice, da bi vam dokazal tako imenovani armenski genocid, se boste vedno vračali k neutemeljenim, popolnoma neutemeljenim tako imenovanim dejstvom. Prav. Mislim, sam da odgovorim vašemu drugemu gostu, sam na hitro, je rekel, da Azerbajdžan sploh ni obstajal. No, Azerbajdžan ni obstajal kot republika ali kot Azerbajdžan. Azerbajdžan je tam že tisoče let. Mislim, na enak način bi lahko rekli, da Turčija obstaja šele 100 let. Ne, Turčija je na istem mestu že od leta 1492. Vlada se nikoli ni spremenila. Režim se je spremenil, ja, ampak vlada se nadaljuje. Torej, spet to je zelo zanimivo, kako je trajalo tako dolgo, ampak je zelo enostavno rešljivo, če samo poskušaš poiskati dejstva. Ko poskušaš zaprositi za arhive Združenega kraljestva iz tistega časa, ko poskušaš zaprositi za ameriške arhive v tej zadevi, ko poskušaš zaprositi za armenske arhive v tej zadevi, tam se vse ustavi. Prav meni, videla sem, da si zmajevala z glavo, očitno želiš odgovoriti na to, kar je bilo pravkar rečeno. Veste, v bistvu vidim, da sta proti meni dve strani kot predstavnik armenske skupnosti. In kar vidim je, da obe strani poskušata skriti resnico z pripovedovanjem različnih zgodb. Najprej, Azerbajdžan ni obstajal kot republika ali država, ker je Azerbajdžan zgodovinsko del Irana. Prvič. Drugič, tudi Turčija ni obstajala vse do 13. stoletja, če se ne motim. Do takrat je bila
grška in armenska ozemlja. To so zgodovinska dejstva. V redu. V redu. Oprosti. Oprosti. V redu, v redu. Resnično, nočem vas užaliti. Ampak naredili ste najbolje, kot ste lahko, kot Turek. Poklicati številko, ne? Puste me, da končam, prosim. Puste me, da končam. Pojdimo nazaj v zgodovino Male Azije. Dovolite mi nekaj povedati. Pustite me, da končam, prosim. V redu. Obstaja veliko dokazov, da se je genocid zgodil, od ameriških zgodovinarjev, Nemcev in tako naprej. Če ne sprejmete svoje preteklosti, kot so to storili Nemci, ne boste imeli prihodnosti. Žal mi je, da vam to moram povedati. Ne, kar nadaljujte, oprostite. Imenovala sem vas Farid Šavije. Ne, zdaj lahko odgovorite. Ja, mislim, da to vodi na različne poti, veste, razpravljanje o tem, katera država je obstajala ali ni obstajala. Ne vem, imamo knjige, lahko jih preberete. Mislim, da tudi Armenija pred letom 1918 ni obstajala kot država. Seveda. Ne? No ja, to je geografsko ime in imela je nekaj kraljestev v starih časih. Pravzaprav je geografsko ime armensko višavje. To postavi stvari v pravo perspektivo. Ampak Armenija je obstajala dolgo pred Turčijo. Mimogrede že iz časov Svetega pisma. Ja, to je odmik od teme. Vrnimo se nazaj k naši temi. Nisem videl, kaj si rekel. Dal ti bom svoj odgovor. Tudi Armenija se kot država ni pojavila leta 1918. To je isto obdobje kot država. Kot se pa possible? Se pa possible. Bilo je veliko kraljestev, mimogrede v sodobni Turčiji. Tudi Armenija in Azerbajdžan sta bila kraljestvi. Torej, o tem se lahko prepiramo. Ampak te ne slišim. V redu, zame je bolje, da se na to ne osredotočamo. Prosto. Bila je še ena stvar, na katero si želela odgovoriti. Naj govorim o armensko-turških odnosih. Vlada Pašinjana poskuša normalizirati odnose, zato se vzdržim kakršnihkoli komentarjev. In glejte, če je to priznanje pomembno za armensko diasporo, potem bi moral Izrael pogledati, kaj počne armenska diaspora. Poskušajo odstraniti Pašinjana z oblasti. To je prva stvar. In drugič, armenska diaspora prav tako kritizira odločitev izraelske vlade. In če pogledate katerikoli protiizraelski protest na ameriških univerzah ali v Evropi, boste med množico videli člane radikalne armenske diaspore. Kaj torej s tem dosega izraelska vlada? To je res vprašljivo. Zdaj, Onur, želim se obrniti na te, ker vem, da si želel odgovoriti na vse, kar je bilo povedano. Torej, zdaj si na vrsti. No, najprej bi se rad iskreno opravičil tebi, tvojim gledalcem in tvojemu gostu za izpad, resnično ni bil potreben. Iskreno mi je žal za to, ampak preprosto se nisem mogel zadržati. Ampak če ste opazili, ko je vaš gost govoril o dokazih, je edino, kar je omenil, bilo nekaj zgodovinarjev iz ZDA z Zahoda kot dokaz. Še vedno pa ni pokazal niti enega arhivskega dokumenta, ki bi nakazoval, da je sploh prišlo do poskusa tako imenovanega genocida. Tega ne more storiti, ker ne obstaja niti en sam dokaz. Ne razmislim. Pusti me, da končam. Ne moreš. Nič. Halo. Lahko, veš kaj? 20 let je armenska diaspora v Ameriki razkazovala lobanje Turkov kot Armence. Potem se je to obrnilo proti njim. Zato mi je žal. Pusti me, da končam. Pusti me, da končam. Pusti me, da končam. Ne moreš pokazati niti enega verodostojnega dokaza. Dokončaj, kar govoriš. In potem boš lahko, ne moreš pokazati niti enega verodostojnega dokaza, ampak pustimo te dokaze za, ne, želim odgovoriti potem priznanim zgodovinarjem, da o tem govorijo. Kar ti bom povedal je, veš kaj naredi navaden človek? Navaden človek gre in razmišlja o španski inkviziciji in kdo je rešil Jude pred Španci. Navaden človek prebere pismo, ki ga je napisal takratni častni predsednik OZI, profesor Albert Einstein. Domnevno 12 let po tako imenovanem genocidu. Prosil turškega predsednika naj sprejme Jude iz Nemčije. Veste, kaj naredi navaden človek? Če ne morete narediti ničesar od tega, obstaja odličen 4 minute dolg video, star 3 leta, v redu, pokojnega velikega profesorja emeritusa, doktorja Bernarda Luisa na YouTubu. Vsem bi priporočil, to je 4 minute dolg video.
on popolnoma ovrže to neutemeljeno obtožbo samo z razumom. Samo z razumom. Prekinila te bom, ustavila sem te, ker želim dati Mini priložnost, da odgovori, preden gremo na oglasni odmor. Mini, imaš 30 sekund. Dejstvo pa je, da je bil v Turčiji vojaški proces, ki je obsodil vse udeležence armenskega genocida in jih obsodil na smrt. Ne ameriško sodišče, ne Nemčija, ne Francija, ampak prav Turčija sama jih je priznala za organizatorje armenskega genocida. Torej, Rekel sem, da ne morete vzeti enega kosa iz arhiva in ga iztrgati iz konteksta. pravkar sem to naredil. Ne, nisi. Vzel si ga iz mira, prosti, izraelski armej pustil. V redu. No, žal bomo morali zdaj prekiniti naš pogovor. Rada bi se zahvalila vsem našim udeležencem za sodelovanje v tej razpravi. Mislim, da nismo ničesar rešili. Vsekakor je bilo tukaj veliko različnih, stališč, ampak zagotovo je bilo zelo zanimivo voditi ta pogovor.